Negotovosti je konec, dijaki so se vrnili v šolske klopi. Novo epidemično šolsko leto prinaša nekaj novosti in stare že znane ukrepe. Večjih presenečenj tako ni bilo in pouk se bo ob upoštevanju vseh znanih ukrepov lahko nadaljeval. Če gledamo lansko šolsko leto, se letošnje ni začelo bistveno drugače, kot se je lansko zaključilo. Dijaki se bodo doma samotestirali, učitelji imajo tudi teste, oziroma pri nas je velika večina učiteljev cepljenih, tako da nimamo težav s tem. Kar nekaj dijakov je tudi že v lanskem šolskem letu teste v šoli dvignilo, letos pa smo jih pač napotili v lekarne, da bojo tam dvignili, in jaz mislim, da če bomo do njih pristopili in razložili, zakaj je tako, da bodo oni tudi doma se testirali. Prehod iz osnovne v srednje šolo za mnoge dijake pomeni spremembo okolja, nove prijatelje in nove, še nekoliko višje zahteve. Ob tem pa se od njih pričakuje tudi več samostojnosti. Da prvi srednješolski dnevi ne bi bili preveč stresni, bodo dijakom prvih letnikov namenili še nekaj več pozornosti. Ti, ki so letos prišli v prvi letnik, so zdaj skoraj 2 leti imeli kar precej pouka tudi nadaljavo in je za njih srednja šola kar velik stres na začetku. Mi se trudimo, da smo prijazni, da jim pomagamo pri vseh težavah. Svetovalna služba je vključena, če imajo posebej težave. Svetujemo dijakom, tudi staršem, če je potrebno. Zdaj v začetku septembra v bistvu imamo projektne tedne, jih navajamo na delo v srednji šoli, tudi povemo, kako bomo delali, če bi slučajno bilo potrebno napotiti kateri razred v karanteno, kako bo potekalo delo nadaljavo, tako da jih bomo počasi, brez hektike, upam, lahko pripravili tudi za to možnost. Drugače pa zdaj na začetku je predvsem pomembno, da se dijaki pri nas počutijo dobro, potem pa seveda je potrebno tudi to, da jih naučimo, da se pač je potrebno tudi učiti in usvojiti določene kompetence in pa znanja. Srednješolski programi, ki so jih razpisali na Prometni šoli Maribor, so med osnovnošolci, ki se odločajo o svoji poklicni karieri, zelo priljubljeni. To dokazuje tudi veliko zanimanje za vpis, saj so letos zapolnili vsa vpisna mesta. Imeli smo razpisane 4 oddelke, 2 v programu tehnik varovanja in pa 2 v programu logistični tehnik. Vsi programi so polni, zaprosili bomo celo za nadnormativne oddelke, ker jih imamo teh prvih letnikov več kot 120. In upam, da bodo tako zadovoljni, da bodo pri nas tudi ostali. Imamo pa mi tudi dijaški dom, kjer pa tudi imamo letos nekoliko več dijakov kot prejšnja leta vpisanih. Ti dijaki so pa že včeraj prišli v dijaški dom in se že spoznavajo z bivanjem pri nas, že spoznavajo okolico šole in pa potem tudi hišni red, ki pa je seveda zdaj tudi nekoliko prilagojen. Zadovoljstvo je obojestransko, pravijo na Prometni šoli. Sami so zadovoljni z velikim zanimanjem mladih, slednji pa dobijo znanje, ki ga delodajalci iščejo. Naša oba programa sta zelo perspektivna. Logistični tehnik je v tem evropskem pa tudi svetovnem merilu. Logisti vemo, kaj je logistika in da je to zelo iskano, enako tudi tehnik varovanja. Varovanje je pa tudi eno področje, ki pa je vedno bolj pomembno in dijaki vidimo, tudi starši, obe področji prepoznavajo kot pomembni in se tudi k nam vpisujejo. Na Prometni šoli sicer pričakujejo, da bodo šolsko leto ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov lahko izpeljali brez uvajanja šolanja na daljavo.